Zadnje četrtletje leta 2025 je zaznamovalo izboljšanje razpoloženja na kapitalskih trgih. Videli smo tudi pozitivne premike na področju gospodarske rasti, kjer so presenetili predvsem Združene države Amerike, ki so v tretjem četrtletju leta 2025 zabeležili gospodarsko rast v višini več kot 4%. Videli smo tudi določene pozitivne signale na področju umirjanja geopolitičnih tveganj. Združene države Amerike in Kitajska sta sklenili začasen trgovinski sporazum, tako da je bilo kar precej pozitivnih dejavnikov tudi na področju monetarne politike. Združene države Amerike so izvedle znižanje obrestnih mer dvakrat, tako da tudi to je imelo določen pozitiven vpliv. Pozitiven vpliv so imeli tudi premike oziroma razvoj na področju umetne inteligence. Razvoj na področju umetne inteligence ima pomemben vpliv tako na poslovanje posameznih podjetij, kot tudi na gospodarsko rast celotnih držav oziroma celotnih regij. Na področju rasti posameznih naložbenih razredov velja izpostaviti visoko rast na področju delnic. Pozitivno presenetili so predvsem delnice evropskih podjetij. Delnice ameriških podjetij so zabeležili nižjo rast, tako da pri evropskih podjetjih smo videli rast v višini več kot 6%, pri ameriških pa rast v višini nekoliko več kot 3%. Na področju obveznic pa je bila rast blizu nule, ampak še vedno pozitivna, tako pri indeksu evropskih državnih obveznic, kot tudi pri indeksu evropskih podjetniških obveznic. V prvem četrtletju letošnjega leta pričakujemo različno hitrost gospodarske dinamike v različnih državah in različnih regijah. Razlike bodo postale še bolj opazne, še bolj izrazite. Hkrati pričakujemo večji vpliv fiskalne politike v primerjavi z monetarno politiko. Pričakujemo tudi umirjanje na področju geopolitičnih tveganj. Pričakujemo, da bo razvoj na področju umetne inteligence še vedno imel pozitiven vpliv na rezultate poslovanja določenih podjetij. Dobavna veriga v tem segmentu je tako dolga, tako kompleksna, da pozitivne premike, pozitivne spremembe bomo videli pri večjem številu podjetij, ne samo pri največjih podjetjih, ki jih zelo dobro poznamo, kot so na primer Nvidia ali pa Meta ali pa Alphabet. Na področju izpostavljenosti do določenih naložbenih razredov priporočamo nekoliko višjo izpostavljenost do segmenta delnic, kjer vidimo največ priložnosti pri podjetjih iz Združenih držav Amerike in Evrope. Pri ameriških podjetjih pričakujemo višjo rast rezultatov poslovanja, v veliki meri tudi zaradi višje izpostavljenosti do rasti na področju umetne inteligence, medtem ko pri evropskih podjetjih opažamo zanimivo kombinacijo nižjih vrednotenj, višje dividendne donosnosti in tudi pozitivnih premikov zaradi fiskalnih politik. Na področju sektorske alokacije priporočamo višjo izpostavljenost do podjetij sektorja finance, komunikacijske storitve in informacijske tehnologije. Tako da tudi pri sektorski alokaciji pričakujemo pozitiven vpliv iz naslova razvoja na področju umetne inteligence. To velja predvsem za podjetje iz sektorja komunikacijske storitve in informacijske tehnologije. Na področju obveznic imamo nevtralno priporočilo tako na ravni državnih obveznic, kot tudi na ravni podjetniških obveznic. In tudi na ravni ročnosti imamo uravnotežen pogled. Tako da smo optimistični, kar se tiče situacije v prvem četrtletju. Smo optimistični tudi, kar se tiče situacije v letu 2026. Priporočila za leto 2026 so zelo podobna kot za prvo četrtletje. Edina razlika je ta, da za celo leto smo celo nekoliko bolj optimistični, kar se tiče
сегмента Dernix. Tako da priporočilo je celo nekoliko bolj optimistično.